Yaskawa je zgradila novo tovarno v Kočevju, ki je za Slovenijo pomemben delodajalec, in pa tudi z novo proizvodnjo iščemo tudi lokalne dobavitelje. Iz tega vidika se udeležujemo te konference. Trenutno stanje je tako, da proizvodnja Yaskavinih robotov poteka, oziroma je do zdaj potekala na Japonskem. Tam je bil ves razvoj in tam so tudi glavni dobavitelji. Naša naloga je zdaj, da te dobaviteljske poti pač skladno z pravili Yaskavine kvalitete in transformiramo v evropske dobavitelje. Tretjič smo že na tem dogodku, ravno zaradi tega, ker vsako leto dejansko spoznamo ogromno novih ljudi. Vsi ti ljudje, ki so tle prisotni, so res zelo odprti, zelo sproščeni, odpirajo nova poznanstva in nove kontakte, ne samo, torej se ne pogovarjamo samo o teh trenutnih poslih, ampak se dostikrat razvijajo neke debate, kako lahko en drugemu pomagamo. In ravno zaradi tega se vsako leto odločimo, da pridemo sem. Tudi zaradi tega, ker imamo v bistvu posel takšen, ker je aplikativen na vse branže, recimo, in nam je seveda zanimivo s komorkoli se pogovarjati in vedno odnesemo nekaj pozitivnega iz tega. Dogodek SIMI je tudi strani Spirita zelo pomemben dogodek. Zakaj? Na enem dogodku se lahko zbere ogromno podjetij z različnih držav, ustvarjajo prve kontakte, se pogovorijo o novih idejah, najdejo nove partnerstva. Ravno to je naloga Spirita, da pomagamo podjetjem odpirati vrata, jih pripravljati za nastop na tujem trgu, in to tudi počnemo preko naših aktivnosti, kot so dnevi dobaviteljev. En izmed podobnih aktivnosti so skupinske sejemske predstavitve. Po drugi strani pa izvajamo tudi razna izobraževanja. Jih pripravljamo za ta nastop na tujem trgu, kako poslovati v določeni državi, kakšne so izzivi tej države in potem same pristope, kako pristopiti do podjetij.